Na Parado ponosa grem zato, ker je pomembno govoriti o prostorih svobode, zaradi tega, ker to nikoli ni za vselej pridobljeno in se treba vedno znova za to zavzemati in biti aktiven pri tem. Aktivno državljanstvo pa jaz ne razumem zgolj kot nekaj, kar pomeni, da se na vsake 4 leta greš na volitve in je tvoj posel opravljen, ampak se mi zdi, da je še veliko bolj pomembno, kaj počneš med temi 4 leti, čeprav pri nas imamo volitve malo pogosteje. In zato se mi zdi pomembno o teh stvareh govoriti na glas. Ni dovolj tweetati, ni dovolj všečkati, ampak je treba se fizično udeleževati protestov, treba je nositi plakate, treba je pisati bloge, treba je javno opozarjati na stvari. Absolutno imam občutek, da vsem gremo malo naprej, da je več teh prostorov svobode, ampak po drugi strani pa je lahko ta občutek tudi varljiv, ker se mi zdi, da se druga stran tako nerazumno radikalizira, čeprav moja izkušnja je, da se prostor vendarle odpira. Zadnjič mi je ena prijateljica govorila, kako je sin potožil, da ga je punca pustila, ampak pustila ga je zaradi druge punce. Ampak kar se meni zdelo fajn je bilo, da ni jamral, ker ga je pustila zaradi punce, ampak pač, ker je, ne vem, ostal sam. Zelo pomembno se mi zdi, da zelo veliko vlogo pri tem igrajo tudi mediji, različni mediji. Meni se super stvar zdi, da je bila na Canneskem filmskem festivalu letos med glavnimi favoriti film Carol o krasni ljubezni med 2 ženskama in da je v bistvu pred 2 letoma en tak film o ljubezni med 2 ženskama dobil nagrado. Tako da to so vse tiste male stvari ali pa velike stvari, ki pomagajo v tem mozaiku boja za enako, za enakopravnost. In pač na Parado je treba iti zaradi tega, ker ne želim živeti v družbi, ki ne bo tolerantna, ki ne bo enako prijazna do vseh, ne glede na njihovo spolno usmerjenost. In ker je na te stvari pač treba vedno znova opozarjati in tudi s tem, s svojo prisotnostjo, se mi zdi, da pomembno politično sporočilo daš in da če se zavzemaš za enakost, enake pravice, če si proti diskriminaciji, je to pač 13. junij, ko je Parada, je pač tam treba biti.